Liberalna akademija je prevzela podeljevanje teh nagrad, odkar se je v tej deželi spremenil politični sistem. Vendar, v duhu Liberalne akademije se pa ta nagrada podeljevala tudi že v najglobljih svinčenih časih, začenši z letnikom 1975. In vedno je bila ta nagrada tista, ki je pravzaprav odpirala nove vpoglede v stvarnost in hkrati seveda proizvajala nove pomene na tem izredno pomembnem umetniškem področju. Kako pa to, da je Liberalna akademija prevzela to podeljevanje nagrad? Ja, prej je to podeljevala ZSMS, Zveza socialistične mladine Slovenije, za tiste, ki se niso še rodili v prejšnjih časih. No in potem je nekako se zdelo, da bi bilo nehigienično, če bi to politična stranka podeljevala. Zato se je pač Liberalna akademija kot naslednica civilno-družbene skupine Debatni klub 89 in tako dalje pojavila kot nekako najbolj ustrezna institucija za to, da je pokrovitelj te nagrade, pri čemer pa moram povedati, da Liberalna akademija tukaj več kot toliko ne odloča, ampak samo vsako leto pravzaprav imenuje predsednika žirije, ki potem je mandatar te žirije, ki potem povsem samostojno odloči o teh nagradah.